Danes imamo v bistvu nalogo, da poklepetava, kaj se dogaja, kam plujemo, kako zdaj, ker imamo cel kup enih sprememb se dogaja zdaj pri nas. Eno so Kitajci, eno je Iran, eno je elektrifikacija, politično nestabilnost v Sloveniji. Kje začneva? Vse, kar si naštel, absolutno se splača obdelati. Imaš pa prav, da v bistvu nam ni dolg čas, tako kot nam že dolgo ni bilo. Jaz sem pač v tem poslu 30 let in se ne spomnim, da bi bilo kdaj toliko turbulence, da bi tako pogosto morali revidirati plane, narediti na novo načrte, ker se ali geopolitična situacija spremeni, ali spremeni regulativa, bodisi na evropskem okvirju ali pa na domačem okvirju. Tako da imamo res kar precej dela. Pa težko je sploh vedeti točno, a si se prav odločil? Absolutno nemogoče. To priznavajo tudi predsedniki uprav tradicionalnih evropskih znamk. Vsi opažamo, da se dogajajo strašne rošade, repozicije, ljudje se pogosto menjajo, strategije se spremenijo. In kot si omenil, tudi geopolitika pač vpliva na to. Če pogledava za trenutek stran od Evrope pa Slovenije, pogledava Združene države Amerike. Ne? Tudi znamka, za katero jaz sicer delam, je naredila pred nekaj leti velik načrt, kako se bo lotila elektrifikacije, pa pogleda, kaj se danes dogaja. Nikomur več ni mar za elektrifikacijo, ker je gospod Trump nekega jutra vstal in se pač odločil, da to več ne bo razvojna smer. In ko globalni proizvajalec, ki ima domicil v taki državi, doživi tako spremembo, to nesporno vpliva na cel globus in na strategijo, ki jo ima pravzaprav tudi za ostale kontinente, vključujoč Evropo. Ne? Tako da je bilo teh premikov kar precej. Pa če začneva z elektrifikacijo. Lih to se hotel predlagati, ker v resnici se zdaj kaže, da Trump dobiva na nek način tako eno klofuto nazaj, zaradi elektrifikacije. Ne? Ja, kaj pa vem, jaz se ne bi spuščal pretirano politične debate, politike zares ne maram, jo je pa treba poznati zato, ker vpliva na naše poslovanje. Imaš prav, kar si rekel, seveda so pa vzvodi in razlogi v ozadju taki, ki mogoče niso nam vsem navadnim smrtnikom popolnoma jasni. Ampak elektrifikacija vsekakor je že pred gospodom Trumpom bila smer, ki je čisto verodostojna, imamo problem z okoljem, nekako je treba to nasloviti. Če se prav spomnim številk, bi nekako tretjina celotne emisije toplogrednih plinov izhajala iz prometa, zdaj midva se bova bolj lotevala osebnega potniškega prometa, seveda imamo še ostale promete, ampak to je tista branža, v kateri se bova midva zdaj pogovarjala. In ja, elektrifikacija je pač ena od možnih smeri, v katero so šli praktično vsi globalni veliki avtomobilski proizvajalci. Kar nekaj investicij je že bilo narejenih v smer elektrifikacije, mogoče so bili začetki napačni za moj okus, ko gledamo z današnje perspektive. Mislim, se objektivno dejstvo je, da so bili. Da, to nas zgodovina uči, ne? Pač mnogo znamk je začelo z res dragimi premijskimi električnimi avtomobili, ki so kar hitro počrpali ta dejanski tržni potencial ljudi, ki pričakujejo taka vozila. Ampak to je zdaj že del zgodovine. Ne? In če smo Slovenci nekaj časa bili užaloščeni in smo rekli, kdaj pa končno dobimo poceni električne avtomobile, mislim, da smo že tukaj. Zdaj dejansko imava primere, ko nek proizvajalec, določen model, ki ima unificirano platformo za blagi hibrid in električen avtomobil, ponuja identična bratca bencinarja blago-hibridnega ali pa električnega in ti s pobrano največjo subvencijo do 7200 €, kupiš zdaj avto, ki je električen ceneje kot njegovega brata s podobno opremo, ki je klasičen bencinski. Ja, danes se dejansko odločiš na podlagi tega, kaj potrebuješ in je praktično cena. Glej, cena, seveda nakup avtomobila ni samo racionalna odločitev, ampak cena vsekakor je pomembna. In dejstvo je, da na slovenskem trgu v tem trenutku najcenejši avtomobil je električen. Res je. Če greva mogoče še naprej, z čisto uporabniškega vidika pa rečeva, kaj pa potem, ko avto kupim, se pravi, ga uporabljam, kaj se dogaja z mojo stroškovno pozicijo v celotni življenjski dobi v primerjavi z benzinskim ali pa dizelskim motorjem. Zdaj, nakup sva že obdelala, sva rekla, ni več izgovorov, absolutno lahko dobiš poceni električen avtomobil,
identičnega, cenejšega kot bencinarja, ampak še bolj pomembna je ta zgodba potem, ko avto začnemo uporabljati. Dajmo si samo predstavljati primerjavo električnega avtomobila pa klasičnega bencinarja ali pa dizla, koliko manj sklopov, zglobov, ki so nagnjeni hitri rabi ali pa okvari, imava v električnem avtomobilu. Nimava olja, zavorni sistem se definitivno manj obrablja, nimava izpušnega sistema. Ko pa greva na področje energenta, pa s cenami, ki jih zdaj vsak teden spreminjamo, praktično mi lahko total cost of ownership stroškovno strukturo delamo vsak teden znova. Ja. In tudi, če nimamo domače sončne elektrarne, tudi če avto samo priklopimo na navadno vtičnico in veva, kakšna je povprečna poraba električnega avtomobila danes, smo daleč pod ceno dizelskega ali bencinskega goriva, če primerjava to z pač eno normalno polnitvijo, če imaš možnost domačega polnjenja električnega avtomobila. Res je, da nama še vedno ostaja malo zaskrbljenosti glede dosega, ampak roko na srce je skoraj da že rešeno. Skoraj da že rešeno, ne, razvoj gre pač v dve smeri, baterijske tehnologije, ena je pač za tiste, ki imajo denar, se bodo lahko v hard matter batteries našli, ne, pač trdna snov, ki bo prenesla veliko število polnjenj, hitro polnjenje, tudi doseg bo velik, bo nekaj dražja, ne, ampak bo zadovoljila potrebe. In pa na drugi strani, sej konec koncev to niti ni toliko del prihodnosti, že zdaj se pogovarjamo litij, fosfor, železo baterije, ki grejo pa v kontrasmer, ne, ali pa natrij-ionske baterije, se pravi, kjer pa nimamo ambicije imeti neke super zmogljive avtomobile z fantastičnim dosegom, ampak bolj ciljamo populacijo, ki si želi nekaj čist zmernega, dostojnega v smislu dosega in pospeškov, ampak po drugi strani pa občutno cenejšega, ne, kar je pa marsikakšnem potrošniku tudi pomembno. Ampak zdaj to, da so električni avtomobili bolj preprosti na nek način, to konkretno vpliva na vaš posel na splošno, kot uvozniki. Lej, Miha, dajva začeti s številkami, zelo konkretnimi številkami, pa dajva primerjati Evropo in Slovenijo. Slovenija, kar se tiče elektrifikacije voznega parka, še malo zaostaja za Evropo, ampak so naši letni prirasti višji kot v Evropi, jo kar lepo dohitevamo. Pa če gledava leto 2025, naprimer, ne? V Sloveniji med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili je bilo lani 11% električnih. Se spomniš ali veš, koliko je bil ta procent v prvem kvartalu letošnjega leta? Ja, kakor slišim, je že vse prodano, ne? Skoraj 14%. Zdaj, ni nobenega dvoma, da je na to vplivalo mogoče tudi vse, kar se dogaja v smislu geopolitike, to, kar si uvodoma omenil, dražjih pogonskih goriv. Zagotovo nekaj na to lahko vplivajo tudi koncentrirane dobave določenih proizvajalcev električnih avtomobilov, ampak zagotovo je trend že ves čas pozitiven. Zdaj pa preskočiva na Evropo, ne? V Evropi je bilo pa v letu 2025 med osebnimi avtomobili, ki so bili prvič kot novi registrirani, 17%, 17,4%, če se ne motim, električnih avtomobilov, v prvih 2 mesecih letošnjega leta pa skoraj 19, 18,9%. Se pravi, je prirastek, vendar manjši. Ne? Je pa res, da medtem ko elektrika raste in rastijo mimogrede tudi navadni full hibridi, samopolnilni hibridi, polni hibridi, karkoli jih že hočeš poimenovati, medtem ko na drugi strani bencin, predvsem pa dizel, močno zgubljata. Dizel je na ravni Evrope manj kot 9% registriranih novih osebnih avtomobilov. Če gledava dekado nazaj, je bil ta delež okrog 50%. Zdaj, vseeno predikcije ene pravijo, da bojo šli električni avtomobili samo do neke številke. Zdaj, ta številka se spreminja, 50, 60, 45, 30 in tako naprej. Zdaj, jaz ne vem več, če bo res tako, da se bo nekje ustavilo. Jaz mislim, da nam bo to povedala politika, ne? Zdaj, če se bo Evropa držala tega, kar je povedala, ne, se pravi ločnice 2040 ali pa 2035, za popolno prenehanje prodaje vozil z motorjem na notranje izgorevanje, mislim, da zadnje debate so bile okrog 10% odpustka, ampak jaz verjamem, da teh 10% bo rezerviranih za izredno drage in luksuzne avtomobile, ne morda toliko za tiste, ki bodo za široko porabo, ne? Potem bomo pač to morali storiti. Ni pa nujno, da se bo juha
pojedla tako vroča, kot se je skuhala. Nekaj odpustkov že je, veva, da je Pa vsak... datumi bo verjetno letnica se bo Tako je, mogoče pa tudi spreminjala. v končni fazi se smo že priča enemu od prvih odpustkov, ne? Do zdaj je vsak proizvajalec imel svoj cilj v gramih, ne? Izpusta na prevožen kilometer, in to se je vsako leto merilo in vsako leto tudi kaznovalo. Vsak presežen gram je prinesel kar lepe kazni, to so bile krasne milijonske cifre. Zdaj je prvi odpustek, ki se je zgodil, da več ne merijo proizvajalcev na letni ravni, ampak merijo 3-letno obdobje, se pravi 2025, 2026 in 2027, tako da je ta čas za prilagoditev tem novim ciljem nekoliko daljši in se bo kaznovanje izvedlo šele ob zaključku leta 2027. Zdaj slišim, da so ene avtomobilska podjetja zelo dobro služila zaradi teh Ja, kompenzacij. nekaj časa se je dalo kupovati emisijske kupone, da je tako reči, se pravi podjetja, ki so imela pač nulto emisijo, da je temu tako reči, če pač proizvajajo in prodajajo oziroma registrirajo v Evropi samo električna vozila in so imela seveda pozitivno bilanco iz naslova CO2, so lahko te kupone prodajale podjetjem, ki pač niso imela te možnosti ali pa te sreče. Tako, to se bo še, ta posel se bo izničil tekom let. Jaz mislim, da ja. Zdaj, kaj se je v vmesnem obdobju dogajalo? Popolnoma električno vozilo ni edina opcija za prehodno obdobje. Ne? Zdaj smo že v času, ko mogoče navaden bencinar absolutno več ne ustreza tem CO2 ciljnim vrednostim. Polni hibrid pogojno, priključni hibrid lahko da, ampak veva pa tudi, da se je WLTP normativ za merjenje izpusta priključnih hibridov spremenil, ker je bila premisa v preteklosti, da se taka vozila 3/4 vozijo na električno energijo, četrtino pa na fosilno gorivo, v praksi pa se je izkazalo pravzaprav, da je ta odstotek ravno obraten. In temu je zdaj sledila tudi prilagoditev v emisijskem normativu za priključne hibride, ki sploh ne izgledajo več tako zelo fantastični, kar se tiče CO2 emisij. Seveda zdaj odvisno od uporabnika do uporabnika. Ne? Za nekoga, ki se vozi dnevno do 50 km, se zdaj priključni hibridi v končni fazi lahko tudi že 100 km naredijo. Tako, ne? in več, ja. In če polneva vsak dan, se zares lahko cel teden voziva na elektriko, ampak v praksi je bilo ugotovljeno, da temu pač ni tako. A ne? To je bil tudi razlog, zakaj priključni hibridi, ki so v preteklosti, naprimer v Nemčiji, bili deležni subvencije, že nekaj časa več niso deležni subvencij. In mimogrede, priključni hibridi v Evropi več ne rastejo prav pretirano, njihova rast se zaustavlja pod 9%. Ne? Pa sej, to je v bistvu po eni strani pričakovano, zato ker marsikdo mogoče niti ne potrebuje več tega, ne? Ker lahko enostavno... Imaš absolutno prav. Mi vsi smo videli, mogoče še nekaj let nazaj, priključne hibride kot nek dober vmesni člen za tiste dvomljivce, končne uporabnike, ki so vedno še imeli ta strah, doseg, domet, polnjenje, mogoče niso imeli možnost domačega polnjenja in jim je bil to na nek način primeren kompromis. Ne? Ampak imaš prav, baterijska tehnologija na eni strani je napredovala občutno, na drugi strani tudi cene električnih vozil so se spustile in roko na srce, če gledamo, koliko kilometrov povprečju prevozi Slovenec na dan, na teden ali leto, je električen avto kar ustrezna opcija. Ker tudi v Evropi, če pogledamo, kje so deleži električnih avtomobilov zelo veliki, recimo Malta je ena od tistih, ki ima res krasne subvencije, ampak so tudi deleži električnih avtomobilov visoki čisto po naravni poti. Malta je pač majhna. Prav veliko krogov po otoku pač ne boš naredil. Ne? In Slovenija je taka država. Zdaj, jaz, če iz svoje izkušnje govorim, obstajata dve vrsti kupcev, ne? Pretežno. Eno so poslovni uporabniki, ne smeva pozabiti, da imamo kar zdravo okolje za spodbujanje električne mobilnosti v Sloveniji, se pravi do 7200 € subvencije za poslovno rabo. Ta subvencija je lahko uporabna tudi za podjetja, lahko si odbiješ vstopni DDV, ne glede na dejavnost. Pravzaprav pa še uporabniki službenih vozil so zelo zainteresirani za električna službena vozila, ker pač ne plačujejo dohodnine. Tako da je poslovna raba kar močen segment kupcev električnih vozil. Zdaj, odvisno od znamke do znamke, za moj okus, a ne čisto po preprosti kmečki logiki, je pa električen avto tudi v družini idealen drugi avto v družini. Če je lahko cenejši od bencinskega brata in če so njegovi stroški bistveno nižji, imaš pa dosega zagotovo okrog 300 km,
pa mi prosim povej, koliko je tistih ljudi, ki drugi avto v družini uporabljajo na teden več kot 300 km. Sej to je tisto, kar sem jaz najprej mislil, da bo priključni hibridi prav za kakšne take trgovske potnike ali pa za poslovne uporabnike bili še vedno tisto, kar bodo oni potrebovali te vozila. Zdaj pa vidimo, da tudi v bistvu vsi ti so šli že na elektriko, že zaradi raznih spodbud, pa tudi oni v bistvu naredijo bistveno več kot 300-400 km. Tudi v našem podjetju imamo ljudi, ki so terenski, ki obiskujejo mrežo po celi Sloveniji in so že na električnih avtomobilih. Se v končni fazi v 20 do 30 minutah tudi ob obisku lahko iz 20 na 80% napolniš svojo baterijo. Dovolj. In mreža v Sloveniji je dovolj razvejana, da podpre to električno infrastrukturo za število električnih vozil, ki jih danes pač imamo. Že danes, ampak če gremo na elektrifikacijo, kaj dejansko zdaj to za vaš posel pomeni? Bo manj potrebe po serviserjih, manj zaposlenih, koliko v bistvu delate kakšne kalkulacije? Miha, tako hitro to ne bo šlo, ker slovenski vozni park kljub vsemu je 1 100 000 vozil, če rečeva. Sam zdaj treba razmišljati o tem. To da, absolutno da in tukaj ni nobenega dvoma. To, kar sem prej omenil kot prednost za končnega uporabnika, je za pooblaščenega serviserja absolutno minus, ker je precej manj popravil, precej manj prometa z nadomestnimi deli, precej manj servisnih intervalov. Tako da ta del zaslužka, ki je veljal tako na vozniški ravni, kot mogoče tudi na maloprodajni ravni za pooblaščene trgovce in serviserje, bo občutno nižji, ko govoriva o poprodaji za električna vozila. A je kakšen procent, koliko nižji? Težko ti zdaj povem to oceno. Naši švedski kolegi, kjer se je ta zgodba začela zelo zgodaj, so operirali in verjamem, da so točno zračunali iz prakse. Mi iz prakse to težko zaenkrat izračunamo. Ta številka je bila izredno visoka, skoraj 70%. 70 jih je šlo? Jih odpade. 70? Po prodajnem delu, govorimo o prometu z nadomestnimi deli, govorimo o storitvah. A sem mislil, da bo vseeno, da jih bo ohranilo, rečemo 60%. Če so se švedski kolegi zlagali, se ti lažem jaz. Ne, saj verjamem, da se niso lagali. Zdaj pa, kar sem pa hotel povedati, je pa to, vozni park je še vedno izredno močen in bo ostal. Poprečna starost vozila je 11 let plus, to se bistveno ne spreminja v zadnjih letih. In še en segment ne smeva pozabiti, to so pa lahka gospodarska vozila, kjer je pa penetracija elektrifikacije bistveno manjša in počasnejša. Če govoriva o lahkih gospodarskih vozilih, predstavljava si par različnih tipov uporabnikov. Se pravi, da ne delam reklame, da ne omenjam konkretnih imen, se pravi, kurirska služba, ki dostavlja po Ljubljani in Mariboru, absolutno lahko kupi tudi električno vozilo. Če je tvoja naloga, da oskrbuješ kliente v neki servisni dejavnosti na dnevni bazi po celi Sloveniji in si polno naložen, elektrika pač ne zadovolji tvojih potreb. Pika. Tako da pri lahkih gospodarskih vozilih v Sloveniji smo okrog 2% penetracije električnega voznega parka. To je bistvena razlika. In nekatere znamke, recimo tudi znamka, za katero delam jaz, smo tukaj izredno močni. In tukaj bo ta tok bistveno počasnejši. Se pravi, elektrifikacija voznega parka pri lahkih gospodarskih vozilih, čeprav ima tudi svoje končne cilje, v zaključku prodaje v okviru Evropske unije, si jo pa res izredno težko predstavljam, glede na to, da kar veliko število uporabnikov lahkih gospodarskih vozil enostavno ne more shajati z 200 ali 300 km realnega dosega. Ne more. To je res. In ravno ti uporabniki, mimogrede, so pa najbolj hvaležni tudi v smislu poprodajnih storitev. To so avti, ki so vse skozi na poti, to so avtomobili, ki delajo mnogo več kot povprečno število kilometrov, ki praktično ne stojijo, lahko da se samo šoferji menjajo, dosti je tudi takih primerov, ki se pogosto tudi malo popraskajo ali potrkajo in posledično seveda naredijo tudi nekaj prometa v kleparsko-ličarskih delavnicah, tako da ta del bo zagotovo še nekaj časa ostal. Če se malo pošalim, do moje upokojitve bo zagotovo še dovolj. Drugače pa imaš absolutno prav, struktura zaslužkov, če želiš, tako pri prodaji novih vozil kot v poprodaji se z elektrifikacijo spreminja. Jaz tudi verjamem, težko govorim v imenu vseh, ki so naši člani, ampak v povprečju bi se upal trditi, da so marže na električnih vozilih v povprečju nižje, kot so pri klasičnih, dizelskih ali pa bencinskih.
A to pomeni, da je nasplošno tako, ta branža zdaj bo šla navzdol? Jaz mislim, da je ime igre in v veleprodaji in v maloprodaji, če mi dovoliš angleščino, go big or go home. Se pravi, ne več samo ena znamka in en teritorij, ampak več znamk ali širši teritorij z določeno znamko in absolutno racionalizacija. Imaš prav, ko trdiš, da število prodajnih mest ali pa število servisnih mest ne bo več potrebno, da je tako visoko, kot je. Tudi recimo pri naši znamki smo 2 leti nazaj šli skozi reorganizacijo, zmanjšali število partnerjev tako pri prodaji kot pri servisiranju, tudi zaradi trenda elektrifikacije, med drugim ni bil edini razlog, ampak tudi zaradi tega. In enako velja tako za veleprodajo, se pravi za uvozniške operacije, kot tudi za maloprodajne operacije. Jaz sem že v intervjuju pred kakšnimi 5 ali pa 6 leti rekel, da pač vsaka slovenska vas ne bo imela več avtomobilskega salona, ker je to enostavno nevzdržno. Treba je razumeti, da vsa ta nova tehnologija za sabo prinese ogromno ene opreme, ki pravzaprav ni poceni. Ali tehnične opreme, ali opreme povezane z varnostjo. Na drugi strani šolanja. Zdaj, ko midva govorimo o master technicianu, mojstru, mehaniku ali pa elektrotehniku, ali pa nekomu, ki je res vešč diagnosticiranja, ta izobraževanja se merijo v letih, ne v mesecih. Tako da so investicije tako na ravni uvozništva, kot na ravni maloprodaje bistveno večje, kot so bile v preteklosti, zaradi teh sprememb tehnologije. In enostavno, če ne dobiš večjega teritorija ali pa večjega portfelja poslovnega, boš težko preživel. Zdaj, včasih smo govorili, da ni dovolj mladega kadra, ker se je govorilo, ni dovolj mehankarjev, kleparjev in tako naprej. Zdaj, očitno bo v prihodnosti več kot zadost kadra. Ravno zaradi tega, ker ne bo več toliko potrebnega. Ja, zdaj, v tem trenutku ti lahko potrdim, da tega kadra še vedno primanjkuje. Še? Absolutno. Miha, v končni fazi primanjkuje dobrega kadra za katerokoli delovno mesto. Deva se ne omejiti samo na specialiste elektrotehnike ali pa mehanike ali pa kleparje in ličarje. V bistvu je vse problem. Imaš pa prav, v logiki razvoja, kot sva ga prej obdelala, bi se lahko nekaj tega kadra sprostilo. Vendar, tisti kader, ki bo ostal, bo res moral biti visoko specializiran. Mi klasičnega motoroznanstva praktično več ne potrebujemo. To, kar so generacije mehanikov v Sloveniji doživljale kot njihovo izobraževanje, z električnimi avtomobili praktično postaja popolnoma pozabljen tip znanja. Potrebujemo elektrotehnike, mehatronike, če kdo od mladih posluša, kam se usmeriti, in diagnostike. In vedno bolj govorimo o elektrotehniki in ne toliko več o mehaniki. Seveda kleparija in ličarija še vedno ostaja, ampak tudi tukaj je opazen trend zaradi številnih asistenčnih sistemov, en od trendov, ki si ga omenil, tudi kot avtonomna vožnja, z vsemi asistenčnimi sistemi pa vpliva že na to, da opažamo tako na uvozniškem nivoju, kot tudi na maloprodajnem nivoju upad storitev za kleparsko in ličarsko delavnico. Ker so avti, ker se ne zalotavajo več. Seveda. Avto, tudi če je voznik raztresen, neumen, karkoli, avto reagira sam. In te male praske, udrtine in tako naprej so vedno manj pogoste. Ampak ciljam predvsem na to, se pravi, naj se mladi danes ne usmerijo več, da bodo popravljali avtomobile, ampak naj grejo v inženirske vode in naj grejo k proizvajalcu. Ja. Kar pomeni, kaj to pomeni za Slovenijo. Se pravi, mi bomo morali, pa že zdaj smo dosti močni na tem področju, pa sam še bolj bomo morali pojačati, kako je s tem. Ja, jaz mislim, da ja, ampak ne samo proizvajalci. Tudi uvozniški del operacije bo potreboval visoko kvalificirane kadre, tako imenovane trained trainerje. Mi imamo recimo tehnična specialista 2, ki sta visoko usposobljena, pravzaprav rešujeta tudi v mreži najbolj zahtevne primere, istočasno pa tudi izobražujeta vse naše pooblaščene serviserje in v določenem številu izobraževanj oziroma po določenih letih to stopnjo lahko dosežejo tudi vsi ostali. Pri elektriki je bilo pač tako, začelo se je par let nazaj in so bili inženirji oziroma izšolani mehaniki, elektrotehniki izključno v regijskih štabih. Zdaj smo že zagotovo tam, kjer jih imamo tudi doma v Sloveniji pod domačo streho, ampak to znanje je seveda treba predajati potem tudi naprej pooblaščeni mreži, ker ni poanta,
če zdaj govorimo, da smo pri 11 ali pa 14% električnih avtov, ko bomo prišli do 45 ali pa 50%, ne bosta več dva tehnična specialista v mreži ene velike znamke dovolj, da bi vse morebitne okvare baterijskih sklopov sama obdelala. A to pomeni, da vi zdaj, recimo, glede na to, da imamo tudi pri novih avtomobilih težave, da se pokvari programska oprema, da se displeji pokvarjajo, to pomeni, da tudi vi že zdaj potrebujete računalniškega popravljalca, serviserja, tako naprej. Pravzaprav bi lahko rekli, da ja, ne? Ker vmesnik je zelo bistven del avtomobila, danes ne nujno samo električnega, tudi katerega-koli drugega. Ne? In diagnosticiranje je mogoče najtežji del. In diagnostika je pravzaprav nekaj, kar se ne samo priuči, ampak se na podlagi številnih izkušenj nadgrajuje. In dobrega diagnostika potegniti nekje iz šole ali pa iz trga kot popolnoma svežega, se mi zdi, da je praktično nemogoče. Ponavadi je to povezano kar z dolgoletnimi izkušnjami, nadgradnjo, ker včasih še celo proizvajalec sam lahko nima rešitve v določenem trenutku, ko se problem pojavi. In pride na plano servisna akcija, ki jo je pač treba v najkrajšem možnem času potem tudi razrešiti. In razvijalci programske opreme niso vedno nujno zaposleni pri proizvajalcu vozila, pri avtonomnih avtomobilih, o katerih se bo verjetno pogovarjala, pa sploh ne. Se pravi, govoriva o odgovornosti ne samo avtomobilskega proizvajalca, ampak celo dobavitelja ali pa tistega, ki programsko opremo dobavlja. Dostikrat je tu taka situacija, da pravzaprav sploh ne gre za nekaj, kar bi bilo interno rešljivo, ampak je to nek dobavitelj, izvajalec, ki je v tem primeru odgovoren za poiskati rešitev. Ok, no pa prva zdaj na avtonomno vožnjo dejansko. Seveda, eno so robotaksiji, o katerih tudi slišimo, da bojo prišli celo tudi v Ljubljano, bomo videli, kdaj se bo to zgodilo. Kakšne informacije mogoče na to temo? Ne, glej, informacije so lahko vseh sort. Je pa dejstvo, da je Evropa trojno regulirana, kar se tiče avtonomne vožnje. Imamo neke vrste globalno integralno regulacijo, to je Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, potem imamo kar nekaj uredb evropskih o homologaciji in varnosti v prometu, ki se tiče avtonomne vožnje, in še lokalno zakonodajo. Za hiter prelet, veva, imava 5 stopenj avtonomne vožnje. Evropa in Slovenija nista identično regulirani. Se pravi, prva in druga stopnja, sistem je asistenčni, ki sva jih že prej omenjala, so splošno sprejeti, nikjer ni problem, vendar za njih velja, da voznik vedno aktivno upravlja z vozilom. Se pravi, ti imaš roke na volanu, ti upravljaš vozilo, asistenčni sistem ti pomaga. Razlika nastane že pri 3. stopnji. V določenih državah Evropske unije imaš delno avtonomno vožnjo ob določenih pogojih na določenih odsekih, recimo nek odsek avtoceste v Nemčiji, kjer lahko avtomobil pravzaprav vozi sam, vendar mora biti uporabnik vedno v pozoru in pripravljen prevzeti nadzor. Prava avtonomna vožnja 4. in 5. stopnje je pa Evropi dovoljena izključno in samo za pilotne projekte. Ampak v Sloveniji pa niti 3. stopnja ni predpisana oziroma dovoljenja, še manj pa imamo kakršnokoli regulativo za to, da bi izvajali pilotne projekte, popolnoma avtonomne vožnje 4. in 5. stopnje. Mi ne moramo niti prototipno štartati. Po trenutnem regulatornem okviru ne. V določenih evropskih državah da, v Sloveniji načeloma ne. Kaj pa je potrebno imeti, v bistvu, kje je tista zadržek? Manjka regulacija. Evropa sama priznava 3 stvari. 3 področja, ki jih ne smeš zanemariti, preden se kaj takega spustiš. Prva je odgovornost, tega sva se delno že dotaknila. Govoriva o večplastni odgovornosti. Zavarovalnica, ki zavaruje vozilo, voznik, ki vozi avtonomno vozilo, proizvajalec vozila in proizvajalec strojne ali programske opreme, ki omogoča avtonomno vožnjo. In tega zares regulirano še nimamo. Če se v Sloveniji zgodi incident z avtonomnim vozilom, jaz mislim, da nikomur ni jasno, kdo je odgovoren, kdo je kriv in kdo bo povrnil škodo. Drugo, a imamo infrastrukturo v Sloveniji pripravljeno, označeno na način, da sploh omogoča avtonomno vožnjo? Ne zares. Oziroma, če že obstaja, ni regulirana.
Tudi na prometnih znakih, ali kaj? Ja, označbah na cesti in tako naprej. Po mojem vedenju to lahko izvajaš v Nemčiji ali pa še kakšni drugi državi Evropske unije, na določenih odsekih, s tem, da moraš biti pripravljen, da prevzameš nadzor, oziroma če je regulirano in specifično za določen pilotni projekt tudi dogovorjeno, lahko izvajaš to vrstno testiranje. V Sloveniji načeloma to ni regulirano. Ampak kaj se kaj dela na tem? Ker slišim, da... Ne da bi vedel o podrobnostih. Zdaj, načeloma bi naj veljalo, da prva in druga stopnja v Sloveniji ok, že tretja več ne, četrta in peta pa sploh ne. Ampak zdaj ciljam najbolj me zanima, se pravi, stopnja 2, ta plus, ali kako že pravijo, se pravi, vožnja z mojo odgovornostjo, ampak dejansko brez mojih rok, oziroma na določeni relaciji celo jaz mislim, pa boš prosim preveril dejstva, ampak jaz mislim, da v tem trenutku v Sloveniji, če te dobi policaj, da ne upravljaš aktivno z vozilom, da boš plačal kazen. No, se ta hip v bistvu itak še nimam takega avtomobila, ki bi ga lahko kupil, pa to imel, ne? Hočem reči, regulatorno, ne vem, če sploh lahko to izvajaš. Lahko, da imaš ti avto, ki si ga kupil v Nemčiji in tretjo stopnjo avtonomnosti dejansko že lahko izvedeš. Hočem reči, pazljivo, če imaš v načrtu to vrstno testiranje v Sloveniji, bi ti res priporočal, da dobro naštudiraš zakonodajni okvir, ker mislim, da si ti samo pripravljen prevzeti nadzor, ni dovolj. Ti moraš biti v nadzoru aktivnem vozila konstantno. Tudi če je vozilo opremljeno s sistemi, ki ti omogočajo 2++ ali pa celo 3 avtonomno stopnjo. Ja, stopnja 3 je tako ali tako v bistvu določena samo na določenih uradno predpisanih odsekih v Nemčiji, v Veliki Britaniji. V Sloveniji jih nimamo. V Sloveniji jih pa itak nimamo. Se pravi, stopnja 3 sva odrezala, to vemo. 2 pa lahko, vendar z tvojim aktivnim upravljanjem. To tako ali tako pomeni, da moraš imeti roke na volanu. Praktično. Ampak stopnja 2++, se pravi tista avtocestna vožnja, 130 km/h, kjer spustiš, tudi vaša znamka to naj bi ponujala. Jaz ti priporočam, da se pozanimaš pri organih, ki te lahko kaznujejo, kako bi v tem primeru ukrepali. Po mojem vedenju v takem primeru dobiš kazen. Glede na naš lokalni regulatorni okvir. Ok, se pravi, tukaj so tisti te glavni problemi. Zdaj, imaš prav, določene znamke, tudi naša znamka recimo, pri 2 novih modelih, ki prihajata v letošnjem letu, ponuja Blue Cruise. Ampak avtomobili v naši regiji in v naši državi, kjer regulatorni okvir ne ustreza nudenju te storitve, ta storitev ne bo omogočena. Se pravi, v evropskih državah, kjer regulatorni okvir avtonomno stopnjo 3 omogoča, boš to storitev absolutno imel, v našem konkretnem primeru bo na voljo brezplačno 90 dni, potem pa proti naročnini oziroma plačilu za naprej. V Sloveniji oziroma v celi naši regiji, evropskih direktnih trgov, kjer nobena od držav ne izpolnjuje pogojev za aktivno tretjo stopnjo avtonomne vožnje, ta funkcionalnost ne bo omogočena. Ampak vi boste tudi ponavljali stopnjo 3, se pravi, v bistvu, ko potrebuješ še, oziroma lider, kot jaz razumem, se pravi, ko gre že za prenos v določenih pogojih za prenos odgovornosti. Ja, ampak kot rečeno, samo v državah, kjer regulatorni okvir to omogoča. V naši državi in v naši regiji te funkcionalnosti sploh ne bodo omogočene, čeprav tehnološko ta 2 modela to že omogoča. To že razumem, samo govoriva pa level 2++, kjer jaz ne predam odgovornosti, ampak hkrati lahko spustim roke, se pravi, tudi to je na razpolago, se pravi, v Nemčiji nekjer. To je pa tudi z vašim avtomobilom. Ampak kako bo to dejansko sploh v resnici potekalo? Jaz bom kupil avto tukaj v Sloveniji in ko bom šel v Nemčijo, bom lahko roke spustil? Ne. Če boš avto kupil v Sloveniji, ne boš imel omogočene te funkcionalnosti, pika. Če želiš to funkcionalnost, boš moral avto kupiti v Nemčiji. Ne boš jo mogel naročiti. V državah, kjer regulatorni okvir ne omogoča to vrstne vožnje, bo ta funkcionalnost onemogočena. Jaz sam, če jaz tako gledam, pa bi pa že avtomatsko jaz šel kupiti avto v Nemčijo. In tako bi se verjetno tudi moralo zgoditi, če boš vztrajal na tem, da to funkcionalnost imaš.
Vsaj za enkrat. Ok. Pa se kaj dela na tem, da bi Slovenija kaj spremenila te pogoje? Imate vi Dela koncepcije v se bistvu? na tem, da bi tudi proizvajalec omogočil v končni fazi to tudi za slovenske kupce, ker Se v pravi, končni over fazi the air, ne, slovenski update, kupci lahko gredo v končni fazi tudi v Nemčijo na avtocesto se kar peljati. vedno gremo, ne. Po drugi strani pa ja, to je tudi ena od stvari, o katerih se bomo v prihodnosti zagotovo še pogovarjali z regulatorji v Sloveniji, tudi v okviru sekcije za osebna motorna vozila. In koliko daleč ste? Zato sprašujem, Ne ker prav daleč. slišal sem že to, da naj bi to že maja dobili, slišal sem, da bi jeseni dobili, zdaj pa se pravi, okay. Se pravi letos še ne. Kaj pa, če se kaj spremeni v Evropi, ker slišim tudi, da naj bi bila avtonomna vožnja v Nemčiji, se pravi, dovoljena že letos. A to prihajajo kakšne te informacije tudi sem, koliko je zdaj Nimam resnice? informacij Ne. o tem. Ne. Da bi ti lahko potrdil z gotovostjo, ne morem. Ok, debatirate pa na to temo? Zaradi tega sprašujem, ker se pač avtomobili pa prihajajo, ne? Ja, po pravici povedano, ogromno debat na to temo še ni bilo. Je pa, dajva reči, na to-do listi. Aha. Konkretno, da bi se pa prav veliko dogajalo na to temo, pa zares še ne. Ok. Kaj pa robotaksiji prihajajo na vašo sekcijo? Kakšne pobude? Ne. Je interes tudi iz tradicionalnih avtomobilskih znamk po tem področju? Da bi zaznali v okviru naše sekcije prav kakšen ogromen interes, potem zaenkrat ne. Ok. Zagotovo pa verjetno debatirate o reciklaži. Tukaj se pa obetajo nove zadeve, ne? Se pravi, konec leta naj bi bila nova uredba, ne? Kaj konkretno se dogaja na tem Verjetno področju? govoriš o zakonu o varstvu okolja oziroma njegovi tretji verziji. Zdaj nas kot zastopnike avtomobilskih proizvajalcev predvsem zanima seveda ta del izpolnjevanja skupinske zaveze za razgradnjo izrabljenih motornih vozil. Ne? Zdaj v januarju 2026 je prišla odločba Ustavnega sodišča, ki se je nanašala na prejšnjo verzijo tega zakona, zakona o varstvu okolja številka 2, kjer je pravzaprav omogočeno to skupinsko uravnavanje. Zakaj gre, če povem čisto po domače. Po slovenski zakonodaji smo uvozniki na nek način podaljšala roka proizvajalcev in smo mi odgovorni za razgradnjo izrabljenih motornih vozil. Zdaj mi sami kapacitet, da bi vsak posebej razgrajevali in reciklirali ta vozila, nimamo. Se tudi slišim, da tudi trend v Evropi, tudi pri proizvajalcih ne bo šel v to smer, ne? To je nekaj, kar se v velikem obsegu seveda izplača. Moraš pa biti kar specialist, ne? Ker je veliko surovin, ki se v avtomobilu naberejo, nekaj od njih lahko pametno unovčiš naprej, nekaj od njih je pa pravzaprav zelo zahtevnih za reciklažo ali pa kakršnokoli prodajo naprej v tem smislu. Ne? In v Sloveniji pač obstaja interes v okviru sekcije naših članov, da se to še naprej ureja skupinsko, pogodbeno, da izvajalec, spet ne bom omenil imen, nekaj alternativ pač obstaja, na podlagi pogodb izvaja pač reciklažo izrabljenih motornih vozil, pri čemer pa zdaj dobivamo seveda tudi novo komponento, ne? Ker do zdaj smo se pogovarjali o klasičnih avtomobilih z motorji na notranje izgorevanje, zdaj pa en velik del te zgodbe postajajo seveda tudi baterije. Ne? In prav zaradi njih je to področje postalo tudi bistveno bolj interesantno, ne? Mogoče, imaš prav. Je pa spet res, da se zna zgoditi, da bo reciklaža baterij tako specifična, da bi za reciklažo baterij ali pa ponovno rabo ali pa kakršnokoli uravnavanje teh iztrošenih ali pa poškodovanih baterij skoraj potrebovali nekoga, ki bi bil specifičen izvajalec. Ne? Ti izvajalci, ki so se do zdaj ukvarjali s steklom, peno, kovino, niso nujno najbolj primerni ali pa niti ne zainteresirani za reciklažo ali pa ponovno uporabo avtomobilskih baterij. Se to praktično že odgovor na moje naslednje vprašanje. Se pravi, a imamo v Sloveniji tistega, ki bo znal baterije reciklirati tako, da bomo slika še ni popolnoma jasna. Se pa govori o večjih načinih ponovne rabe. Nekateri so prepričani, da
avtomobilske baterije z neko kapacitativnostjo, ne vem, okrog 70%, ki mogoče za nadaljno rabo v avtomobilu niso več primerni, bi lahko služile kot super hranilnik za neko domačo rabo ali pa kaj takega, ne? To je definitivno. Aha, se tudi to v bistvu kaj že dogaja, da bi vi... Dajva reči teoretične debate, ne. Ne. Se pravi, v Sloveniji vi, ko imate razbit električni avtomobil, ne poberete baterij in jih date v... Ne. Kot rečeno že uvodoma, mi kot posamezni proizvajalci, praktično noben v Sloveniji se sam ne ukvarja z reciklažo nobene od surovin. Vsi smo podpisali pogodbo z izvajalcem, ki zastonj zbira izrabljena motorna vozila in naša skrb je usmerjena tudi v smer, in zakonodajalcem smo že v preteklosti sodelovali tudi pri tem, da poskrbimo za to, da se čim več izrabljenih motornih vozil dejansko znajde v reciklaži. Ne, da spremljamo statistiko, kjer gledamo, koliko vozil je šlo ven iz prometa, in na drugi strani spremljamo številke, koliko vozil se pa je dejansko razgradilo v pooblaščenem obratu in ugotovimo, da nam kar en dobršen del manjka. Kolikšen? Približno sem za občutek. Ne spomnim se številke iz glave. Govoriva 10%? Ne, je kar večji procent. Zdaj, 100% nadzora pač nimamo. Lahko je bilo vozilo odjavljeno iz prometa, veva, da ima v predpis, po določeni stojnini se že začne plačevati dodatni strošek. To smo se pač enostavno dogovorili, da je treba uvesti, zato da ta strošena vozila ne bi gnila pod kozovci, ob rekah in tako naprej. Ampak tako vozilo je lahko šlo tudi izven Republike Slovenije, bilo prodano kot rabljeno vozilo, ali je bilo uporabljeno za dele, ali je šlo na nek avto odpad, pooblaščen ali pa ne pooblaščen, z urejenim ali pa neurejenim okoljskimi zadevami. Tako da tukaj smo absolutno vsi na isti strani in si želimo, naše prizadevanja so vedno šla v smer, da se velika večina avtomobilov, ki pač gredo ven iz prometa, dejansko okolju prijazno razgradi, reciklira, ponovno uporabi, kar je pač mogoče uporabiti. Ampak slišim, da bodo avtomobilski proizvajalci dejansko morali začeti v bistveno večjem odstotku tudi uporabljati reciklirane materiale vseh vrst. Ja, zagotovo. Se pravi, konec leta v bistvu naj bi bilo v bistvu neka nova uredba, ne? Predpisi gredo v to smer, tako da imaš prav. Je pa res, da trenutno, recimo, tudi govorim v imenu znamke, za katero pač delam, zaenkrat so baterije, recimo, ki so bile poškodovane, prevzemali nazaj proizvajalci. Jih nismo lokalno reciklirali. Se zagotovo pa, tako kot sva omenjala uvodoma, ko se bo količina električnih vozil večala, ko bo njihova starost dosegala določeno limito ali pa ko se bodo zgodile nesreče v večjem obsegu z električnimi avtomobili in bo te materije toliko, da bo praktično skoraj nemogoče, da bi iz vseh držav pošiljali nazaj proizvajalcev te baterije, bo zagotovo pametno, modro in verjetno tudi ekonomsko smotrno imeti lokalnega partnerja za to, da bo recikliral tudi baterije. In to se bo verjetno zelo hitro začelo govoriti o tem, ne? Jaz mislim, da je. Smo zdaj na tej točki in kakšno so razmišljanje v sekciji na to temo? Da bi ti lahko posredoval kakšnekoli konkretne zaključke na to konkretno temo, ti jih ne morem, ampak govora je pa že precej. Se pravi, že iščete oziroma malo gledate naokrog, kdo bi lahko bil partner v Sloveniji? Mislim, zagotovo bi ga bilo pametno najti, ker sem prepričan, da tudi proizvajalci sami zares tega obsega v naslednjih parih letih enostavno sami ne bo več zdržno. Že logistični stroški v končni fazi, čemu? Zdaj to baterijo transportirati recimo na sever Nemčije. Seveda. Se tudi že v bistvu, ker že par let nazaj, ko smo imeli zgodbo na to temo, so vsi rekli, proizvajalci so zainteresirani, da dobijo nazaj avtomobil, da ga potem razgradijo. Danes slišimo, v bistvu jih zanima samo še, dajte nam material iz tega. Tako da jaz sem prepričan, da v to smer bo šlo, seveda neka kritična masa zagotovo obstaja, jaz ti ne morem povedati, nisem toliko strokovnjak tega področja, da bi ti rekel, ob taki količini recikliranih baterij se za izvajalca tovrstne storitve ta dejavnost izplača, to ne vem. Je Slovenija dovolj velika za enega ali pa dva, je treba to skombinirati s kakšnim drugim trgom, ne vem. Ne vem. V vsakem primeru pa govori o tem, da če bojo mehaniki, eni poklici se zmanjšali, se bodo pa drugi na novo pojavili, absolutno. Greva spet na politiko. Kitajski avtomobili prihajajo, oziroma ti mu rečeš politika?
politika v tem smislu, zaradi tega, ker slišim, da protekcionizem, misliš? Tako, okej. ker to se pa tudi nekaj že dogaja na to temo, ali Ja. kako je s tem. Kje smo tukaj? Glej, zdaj, seveda, kar se tiče protekcionizma oziroma carinskih politik, smo seveda enotni evropski prostor, a ne, tukaj Slovenija nima kakšnega manevrskega prostora. Veva, da splošna carinska stopnja za motorje z notranjim izgorevanjem, kar se tiče avtomobilov, je 10%. Potem pa je v letu 2024 pač Evropa naredila neke vrste preiskavo protimonopolno, protidampinško, na podlagi katere je za vsako od kitajskih znamk ugotovila, glede na njene danosti v lokalnem okolju za razvoj električnih vozil, koliko dodatnih odstotnih točk carine ji bo prisolila. Ne, in te odstotki se gibljajo nad 10 za električna kitajska vozila, še od 8 do 35. Tako da ti od znamke do znamke lahko ta obremenitev pri uvozu električnih vozil iz Kitajske zraste celo na 45%. Ne? 10 plus 35. Zdaj, v zadnjem času se že govori o drugi smeri, se pravi ne več o carinah, ampak o garantirani minimalni prodajni ceni. Se pravi, naj bi se določil cenzus, pod koliko naj cena neke vrste električnega vozila ne bi šla, zato da bi pozabili na te dodatne carinske omejitve. Ampak po drugi strani pa taki protekcionizmi mogoče lahko zaščitijo lokalno, tradicionalno evropsko avtomobilsko industrijo samo na kratek rok. Kaj se pospešeno dogaja, je pač dejstvo, da so države v Evropi, ki so zelo prijazne za kitajski kapital, ena taka je v naši neposredni bližini, Madžarska, Španija je tudi ena od takih držav. Italija tudi, ne? Tudi. Skratka, mnogo držav v Evropski uniji je že gostiteljic proizvodnje kitajskih znamk, nekaj kitajskih znamk se zato še pogovarja in ne govorim zdaj tukaj samo o nekih oblikovalskih ali pa inženirskih centrih, ampak dejansko o proizvodnji avtomobilov. Se pravi, proizvodnji avtomobilov, ki bo v dovolj visokem odstotku dodane vrednosti tretirana kot evropska in torej ne bo zapadla pod nobene carinske dajatve. In to se je že zgodilo, to se pospešeno dogaja in v teh momentih lahko pozabva na ta carinski protekcionizem. Ne? Je pač dejstvo. Ja, se pravi tudi protekcionizem v smislu kakšnih subvencij. Glej, ja, tudi to so bili že govori, kdo naj bi bil deležen subvencije in kdo ne, ampak zdaj, če se vrnemo recimo na domač slovenski trg, tukaj nimamo diskriminacije. To je del, ki je v domeni vsake posamezne države, tukaj ni enotne evropske regulative za enkrat in v Sloveniji pač ne diskriminiramo. Je popolnoma vseeno, iz kje je proizvajalec, edino, kar je pomembno, je kakšna je vrednost vozila. Ne? Niže je vrednost, večja je subvencija. Tako da se mi zdi to ustrezno, v sekciji bomo kar veseli, če bo ostalo tukaj, kjer smo. Edino pripomba, v bistvu, ki jo imamo, morda smo jo že večkrat tudi izrazili, bomo na tem delali še tudi naprej. Prej smo se pogovarjala, kaj se zgodi v primeru poslovne rabe. Sem omenil možni odbitek DDV-ja, da, vendar če uporabljaš službeno vozilo, kombinatorika, službene in osebne rabe, je treba potem sproti popravljati odbitek vstopnega DDV-ja. Glede na to, če si pač uporabljal vozilo tudi v zasebno rabo. In to je zdaj računovodsko ali pa finančno mogoče malo zamuden tečen proces. Mi smo predlagali neko poenostavitev, v bistvu 50% stopnjo v tem primeru, kar zaenkrat še ni bilo sprejeto, ampak to si bomo prizadevali še naprej, da enostavno pač te postopke za vse, ki smo vpleteni, poenostavimo, naredimo bolj jasne že vnaprej in tako naprej. A vas kaj skrbi kakšna sprememba politike? Veš, da vedno, ne? Ko se menja vlada, je tudi to seveda ena od opcij. Zdaj v okviru sekcije si prizadevamo in si bomo še naprej aktivno prizadevali, da kot interesna sfera po svojih močeh vplivamo na to, da se še naprej subvencionira prehod na električni vozni park. V končni fazi je to popolnoma usklajeno tudi z evropskimi podnebnimi načrti. In mislim, da še nismo v točki, ko bi lahko izključno in samo na podlagi cenovne politike proizvajalcev rekli, smo že tam, ko več ne potrebujemo subvencije za električna vozila. Ne? Ker brez... Smo že? Ne še. Lahko pa, da pridemo do tja. Verjetno bomo prišli do tja, ne upam si napovedati,
ali pa staviti lastnega denarja, kdaj točno se bo to zgodilo, ampak se bo. V neki točki se zagotovo bo, nismo pa še tam. Zdaj sva rekla, razlika je 7200 evrov, ne? Zaradi subvencije. In te razlike za enkrat not prinesti ne moremo, izključno in samo na podlagi cene, ki jo proizvajalec ponudi na tržišču. Ne? Ja, zastopam. Če greva še enkrat na Kitajce. Toliko jih je, da smo že mi praktično izgubljeni. Tudi mi, ki delamo že 30 let, v turizmu imamo težave. Glej, jaz če prav štejem, ko sem gledal statistiko za prvi kvartal letošnjega leta, sem naštel 15 kitajskih znamk med osebnimi avtomobili, s tem, da je treba seveda povedati, da na Kitajskem so mnogotere te znamke ne samostojne znamke, ampak padejo v okvir neke večje krovne znamke in praktično predstavljajo podznamke. Ne? Pri nas jih vodimo vsako posebej. Ja. Se pravi 15 pri osebnih avtomobilih in 2 pri lahkih gospodarskih vozilih. Ja. Ne? Ja. 17 jih je pa, mislim, da okrog 150. 150, 160, tam nekje se giba številka. Zagotovo kakšna še pride, ali bodo na dolgi rok čisto vse obstale, ne verjamem. Ne, se tudi na Kitajskem ne bojo vse ostale, to je pač logično, da bo šlo dol. Ja. Ampak ciljam predvsem na to avtomobilski salon. Ja. A ne bi naredili zdaj en velik avtomobilski salon, kjer bi dejansko rekli, zdaj ti si ta pa to pa to. Ja, en zemljevid. Ja. Za enkrat v okviru sekcije ne razmišljamo v bližnji prihodnosti o naslednjem avtomobilskem salonu, zadnji je bil 2017. Ja. Se pravi, bo prihodnje leto že 10 let. Moram pa povedati, da imamo tudi kar nekaj kitajskih znamk že v okviru naše sekcije. Zdaj pretežno so seveda to te tradicionalni veliki uvozniki, ki uvažajo več znamk, recimo GA Adriatic ima 3 kitajske znamke, skupina Emil Frey ima 1 kitajsko znamko, zastopnik za 7, mislim, da kitajskih znamk, se pravi Planet Auto je tudi naš član. Se pravi, zdaj, če se števa vse te, jih je v naši sekciji že 11, ne, od 15, s tem, da smo dobili pred kratkim še eno prošnjo podjetja Crossroad Slovenija za njihovo znamko. Se pravi, če ko se pridružijo še oni, jih bo 12 od 15 pravzaprav že v interesni sferi naše sekcije. Ne? Pa kljub temu še vedno nismo prišli do točke, ko bi rekli, da bi se velika večina želela en tak avtomobilski salon. No. Mislim, sej to bi si mogoče želeli mi kupci, zato ker bi pač bistveno bi nam bilo poenostavljeno videti, kaj dejansko je sploh na razpolago. Ne? Absolutno razumem, ampak z uvozniškega stališča je vedno treba tehtati tudi stroške priprave in organizacije takega dogodka in jaz moram reči, za neko veliko resno znamko je strošek avtomobilskega salona res kar visok, govorimo o 6-mestnih številkah. Težko pa je potem spet utemeljevati te izdatke z nekimi povrati na to investicijo. Ne? Recimo Srbi se mogoče tega lotevajo malo bolj modro, ne? Naš avtomobilski salon je bil vedno bolj promocijski, PR-ovski, medtem ko srbski je bolj prodajni. Vedno ljudje čakajo tam tudi ta določen čas, ker vedo, da bodo v času avtomobilskega salona v Srbiji tudi neke nižje cene. Pri nas je bil pač koncept drugačen. Ampak se prav na to ciljam, a bi v bistvu avtomobilski salon v Sloveniji bil lahko spet aktualen na drugačen način. Zdaj, ena varianta je, da bi šli tako kot v Mihnu, sredi te glavne ulice v mestu, v centru mesta, ali pa seveda tako na poligonu, se pravi, z vidika testiranja. Mi smo se pogovarjali, Miha, že o številnih opcijah. Imeli smo verjetno 6 ali pa 7 let nazaj na mizi predlog, kjer bi strašansko poenostavili to prezentacijo. Se pravi, da bi vse znamke z minimalnimi stroški prezentirale to svojo blagovno znamko, ampak naletiva na problem, da marsikakšna blagovna znamka tega ne želi. Ima svojo identiteto, ji želi ostati zvesta in če jo ne more stroškovno upravičeno v polnosti izraziti, se raje tega ne gre. Ne? Se pravi, tudi recimo minhenska predstava tam na IAA je bila draga. Ne upam si napovedati, ker v sekciji imamo pač pravila glasovanja in vsak od svojih članov ima pač določene glasovalske pravice.
ampak iz preteklih izkušenj lahko res povem, da ne ena, ne druga varianta vsem niso ustrezale. Nekatere znamke so mogoče manj občutljive na ta retail look and style, da je v temu tako reči v angleščini, se pravi neko pojavnost, blagovne znamke, druge znamke se pa absolutno tega želijo in morajo držati in lokalni uvozniki tega ne morejo spreminjati. Se pravi, tak predlog niti ne pade na plodna tla, čeprav bi bil stroškovno bolj učinkovit. Kako pa sploh glasujete vi v sekciji? Sekcija ima načeloma predsedstvo, ki je tročlansko, ampak v vseh pomembnih zadevah pa glasuje celotno članstvo. In morate biti soglasni? Ne, ni treba biti soglasen, treba pa imeti večino. Ali absolutno, ali pa klasično, odvisno o čem se odločamo. In pač vsakemu pripadajo glasovalne pravice glede na njegov tržni delež, ki ga ima pri osebnih motornih vozilih. Ok. Kaj se še pozablja? Kaj se še dogaja? Kitajce, ki si omenil mogoče, če te zanima, koliko pa je Kitajcev zdaj zares že v Sloveniji, recimo po številu prodanih avtomobilov, prej sva omenjala število znamk. Ja. Zdaj, lanska številka, se pravi med novimi osebnimi vozili, prvič registriranimi v Sloveniji, je bilo kitajskih znamk 4,8%. V prvih 3 mesecih letošnjega leta 7,5%. In seveda, do koga bo prišlo? Kako? Do koga bo šlo? Spet ne vem, če si upam napovedati. Pogibati. Zagotovo bo šlo še, zagotovo bo šlo še gor. Bi si pa potrditi, da mogoče kitajski proizvajalci nagovarjajo določeno skupino potrošnikov in da določena skupina potrošnikov o njih zaenkrat absolutno še ne razmišlja. Še ne razmišlja. Ampak. Je pa dejstvo, da nekdo, ki ima nek zgodovinski uvid, kaj se je dogajalo s kitajskimi proizvajalci, jim dela veliko krivico, če ne pozabi na zgodovino. Še 25 let nazaj je to izgledalo bistveno drugače. Se pravi, avtomobili danes ne oblikovno, ne tehnološko, absolutno ne zaostajajo, kvečjemu prednjačijo. Je pa dejstvo, ampak to bo zdaj moje osebno mnenje in tudi ne želim izpostavljati nobene konkretne znamke, da je mogoče ena stvar, ki jo v tem trenutku, pa ne samo v Sloveniji, ampak kjerkoli izven kitajske znamke pozabljajo, to pa je, kako pomembna je poprodaja in storitev po prodaji za vsakega uporabnika. Super, kupiš avto, ki ima krasno ceno, ki lepo izgleda, ko se prvič zaletiš, rabiš nadomestni del, tradicionalni evropski proizvajalci se pogovarjamo o dobavah v urah, kvečjemu dnevih, ne tednih ali mesecih. Zakon o varstvu potrošnikov je tudi zelo jasen, kakšni so dopustni roki za odpravo kakršnihkoli neskladij, napak. Če se tega ne držiš, imaš kar velik problem. Logistika nadomestnih delov, res tekoče opravljanje vseh težav, izzivov, problemov, napak na avtomobilih in v končni fazi sprotno in redno izvajanje garancijskih popravil, ker tudi tukaj so v Evropi pravila zelo jasna. In ta del je mogoče tisti, kjer v tem trenutku, vsaj jaz, ko pogledam okrog sebe, vidim izziv. Ta neverjetna naglica, s katero stopajo na nove trge, se pravi, začnem s prodajo avtomobilov, pri tem pa nimam niti enega pooblaščenega servisa, niti enega izšolanega mehanika za tehnologijo, ki jo pač ponujam. Zdaj, na vsaki tiskovni konferenci, ko prije nova znamka, povejo, evo, mi smo to zrihtali, mi imamo vse te zadeve, vsi nam te zadeve razlagajo, kot da zdaj pa to je že, pustimo to, da mogoče čisto vsega ne verjamemo, ampak vseeno, rekel si, če se tega ne držiš, imaš problem. Kakšen je ta problem, kolikšen je problem, koliko je cena, kako in kaj? Ozaveščen potrošnik natančno ve, po koliko časa je upravičen do ali povračila denarja, ki ga je plačal za svoj avtomobil, ali za zamenjavo avtomobila. In ta rok je 30 oziroma maksimalno 45 dni. Sprašujem pa zato, ker se take zadeve včasih dogajajo tudi že pri evropskih znamkah. Sploh ciljam glede na ta programsko opremo, na displeje. In jih v bistvu tudi evropski proizvajalci včasih ne znajo rešiti teh problemov. Imaš prav, nihče ni imun, vsakemu se je že zgodil tudi kakšen tak primer,
ampak govoriva o izjemah, ne o pravilu. Ne? Ker po pravila ne moreš izvesti, če nimaš materijala, ki ga za po pravilu potrebuješ. Če ga iz centralnega skladišča, ki ga imaš v sosednji državi, dobiš v roku 48 ur, je to popolnoma druga zgodba, kot če ga čakaš v tednih, da pripluje iz katerekoli države pač že. Zelo pomembno je tudi konec koncev, koliko lokalni uvoznik sploh sam ima dobro založeno skladišče, recimo tako imenovan indikator fill rate, ne, se pravi, koliko povpraševanja odstotkov lahko zadovoljim iz svojega lastnega skladišča, bi se moral gibati okrog 96-97 odstotkov. 96 je ta številka. Ne, če govorimo o neki tradicionalni večji znamki, med prvimi 10, bi si upal trditi, da velika večina se giblje nad 95 odstotkov. Ne? Seveda, če si v tistih 5 odstotkih boli, ampak tudi teh 5 odstotkov lahko v parih dnevih dobiš iz Nemčije, iz Švice, kjerkoli pač že imaš svoje najbližje centralno skladišče. Ne? Aha, ok. No, se je lepo slišal, da je to velika številka. Ja, ne. Pa spet, dejva ne posploševati, ampak vseeno se mi zdi, da je to mogoče ena prednost, ki jo imajo tradicionalni proizvajalci evropski, ki imajo dobro vzpostavljeno logistično verigo za pravzaprav čisto vse države v naši regiji v primerjavi z neko znamko, ki prihaja na novo. Še enkrat, ne omenjam nobenih znamk, ampak zagotovo je razlika, ali na kontinentu obstajaš 100 let, imaš razvejano logistično mrežo in mrežo skladišč, vsi tvoji pooblaščeni partnerji dobro razumejo evropsko zakonodajo in je tudi izvršujejo na način, na kakršnega je predpisana. Nekdo, ki pa iz drugačnega okolja pride, začne na novo, pa ima tukaj lahko kar nekaj izzivov. Sem, da se znam predstavljati, kaj to pomeni, kolikšen strošek pa to pomeni imeti vse te sestavne dele na zalogo, kako se to sploh izračuna? Odvisno... Rečete v bistvu, da mora 5 avtomobilov biti rešenih tako ali kako s tem? Vsaka znamka ima dobro znano tako imenovano Units in Operation podatkovno bazo. Se pravi, avtomobili, znamke, ki se v Sloveniji vrtijo, dobro so nam znani tudi starostni razredi teh avtomobilov. Vemo, da v okviru garancijske dobe se velika večina avtomobilov vrača na pooblaščene servise, potem pa ta lojalnost pada v nekih razredih od 5. do 7., 8. do 10., 10. do 12. leta in tako naprej. In glede na to si lahko izračunamo, koliko katere robe potrebujemo za to, da dosežemo ta rezultat. Ne? In tukaj pač govorimo spet o 6-mestni številki vrednosti nadomestnih delov, ki jih pač uvoznik ima, zato da so njegovi uporabniki lahko 95-96 odstotkih primerov res lahko zadovoljni in da maksimalno hitro opravijo vse svoje okvare, napake, izzive, karkoli pač se že zgodi. Ne. Seveda vedno obstajajo izjeme, specifični sklopi, če govoriva recimo o kleparskih delih, nemogoče je, ko imaš ti, ne vem, 24 modelov v prodajni gami, od tega jih ima 10 po 300 izvedenk, da bi imel popolnoma vse kose za kleparska popravila na zalogi, ampak če ta del pride iz centralnega skladišča v parih dneh, to spet ni težava. Ni težava, ja. Tako čisto ena predikcija, tako čez palc, koliko daleč oziroma kdaj bojo kitajske znamke pa prišle na ta nivo, da bojo tudi one imele 96%? Res ne želim posploševati, ker ne poznam številk specifičnih znamk, slišim pa prigode določenih razočaranih potrošnikov in iz tega naslova pač sklepam. Moral bi verjetno to vprašanje nasloviti na njih, ne? Ker je od znamke do znamke drugačno. To sem vprašal čisto tako kot mnenje. Si pa upam trditi, da mogoče je tudi razlika med uvozniki, ki tradicionalno že poslujejo z evropskimi znamkami, poznajo natančno evropske predpise za varstvo potrošnikov in nekom, ki na novo vstopa z mogoče manj znanja z teh področji na novo tržišče. Ne omenjam nobenih konkretnih imen, ker ne želim nikomur delati krivice. Glede na izkušnje, ki jih imamo, nekateri pooblaščenci so tudi pooblaščeni za druge znamke, bi lahko sklepal, da še niso popolnoma izkoriščeni vsi potenciali za maksimalno zadovoljstvo uporabnikov v poprodaji.
Ok, še niso, ampak mogoče pa bodo. Zagotovo, vsi se učimo celo življenje, tako da učenje se nikoli ne neha. Ok, mislim, da bo morala pogovor zdaj zaključiti, ampak ga tudi ponoviti. Tako da, Z veseljem, vedno dobrodošli. Super, hvala za te besede. Enako.